Sploh ne moram verjeti, če sem se jaz zdaj lotil. Začel sem delati izpit za avto. Evo te, pa si štartu. Pozabim dihati vmes. Jaz zdaj le vozim, ampak jaz ne diham. Nič ni s tabo narobe. Vem. To je najprej, kar ti moram povedati. To je normalen odziv. Ja, roke moram biti na volanu, ja. Roke na volanu, ti sem dihaj. Oh my god. Ja, jaz, tistega je vožnja avtomobila najbolj strah na celem svetu. Ampak, ker jaz vem, da vas je tukaj kar nekaj, ki boste kmalu prvič sedeli v avto, vas bom v seriji prvič za volan vzel na upravljanje vozniškega izpita. Si počasi. A to je zdaj crkno? Ja, še enkrat. Prvič bomo skupaj vžgali avto, speljali avto, zapeljali v krožišče, na avtocesto, a ja pa še nekaj, vzel vas bom s sabo na glavno vožnjo. Oh my god, prvo pomoč imam. CBP sem naredil, v prvo by the way, in pred prvo vožnjo, ki me zdaj čaka, sem pa že v triravlevu premagoval strah pred vožnjo. Zgodbo, iz kje izvira moj strah in kako je do sedaj vplival na moje življenje, pa sem tudi čisto prvič v življenju povedal na glas. Živijo, jaz sem Ian. Anja. Moje ime je Anja Čorič, sem psihologinja, delujem na področju prometne preventive na Centru varne vožnje. Kako se je pravzaprav vse skupaj začelo? Mene je bilo zmeri strah, imam občutek hitrih stvari. Nikoli nisem maral adrenalina, ker smo na počitnicah z družino hodili na te ringelšpile. Oče me je takrat skozi peljal na tiste avtočke in poraj tistih avtomobilčkov, da se probaš čim bolj zapiti od drugega, ker je to ful fun in zabavno. Tisti avtomobilčki so me toliko prestrašili, da nikoli nisem več maral nazaj goriti, ker mislim, da se vse skupaj tako tam začelo. Potem se je pa nesreča zgodila. V prvem letniku srednje šole za vikend sva se zmenila, da bova šla z atijem v kino. Lih prideva iz ovinka. In jaz samo vidim tako 100 metrov naprej nek avto tako na full vijuga po cesti. Videla so se takrat itak z atijem full ustrašila, nobenemu ni bilo jasno, kaj se dogaja, ampak se je vse skupaj tako hitro zgodilo, da nisem mogla se nesreči izogniti in tisti moški se je takrat v naju zabil, tako s polno hitrostjo, avto je bil čista totalka. V tistem momentu se je meni zgodil po moje največji strah, kar sem ga imel v življenju. Jaz se takrat samo spomnim, da sem šel ven iz avta, slišal nisem nič, ker mi je toliko močno piskalo v glavi. Na tisti točki smo se odločili, da pač vprašamo gunga moškega, ki je v avtu, ki se je zaletel nama, kaj se je dogajalo, ampak takrat njega ni bilo več, ker je pač pobegnil. Takrat smo hitro leteli v UKC. Jaz, hvala Bogu, sem bil fizično okej. Ker sem mislil, da sem jo dobro odpeljal, sem videl, da je pa ratal čisto en drug problem. To je pa ta psihološki problem. In je nastal tak strah pred vožnjo v avtu, ker sploh nisem vedel, da lahko obstaja. Kakšno leto se sploh nisem upal sedeti spredje v avto. S fotrom se itak nisem upal voziti, sem kar jokati začel, ker sem se mogel z njim voziti, ker mi je bil pač tak šok. Čist vsak uvink me je spomnil na nesrečo. Čist vsakič, ko je avto mem zapeljal, hitro me je spomnil na nesrečo. Hvala za to zgodbo, se mi zdi pomembno, da v njej govorimo. Pravzaprav so psihološke posledice po nesrečah zelo pogoste. Ampak ker se o njih ne pogovarjamo, ima včasih kdo občutek, da je samo o tem. Ampak jaz se sploh sprašujem, kaj je sploh z mano narobe, ker me je toliko strah, ker se začne trest, čist ratam out, tudi če zdaj, ker razmišljam o tem, ker ne vem, zakaj me je toliko strah. Nič ni s tabo narobe. Vem. To je najprej, kar ti moram povedati. To je normalen odziv. Se pravi, raziskave kažejo, da približno 80% ljudi po prometni nesreči ima psihološke posledice. Skoraj večino morda izzvenijo, ampak nekje 10 do 15% ljudi se pa potem celo življenje spoprijema. A imaš zase že kakšne načine, ker zdaj greš počasi v avto, kakšne načine, kako si boš pomagal? Just do it. Samo naredi, ne preveč razmišljati, ne overthinkati. Izkušnje so pomemben del in izkušnje v varnem okolju na varen način. Proces, ki ga boš imel v šoli vožnje, imamo pa tudi možnost, da gremo na simulator. Prvi korak je, in mislim, sem pripravljen, da probam tale simulator. Greva? Greva. Karkoli zdaj? Ker zdaj. A bo z mano? Yes. Simulator vožnje Drive je odlična izbira, da lahko Ian preizkusi v varnem okolju in na varen način, kako pravzaprav pride do nekih prometnih situacij. Bremza, zavijamo,
Zamijevo, ok. Robnik zadel. Hkrati pa na ta način vadi situacije in možgani dobivajo neko pomembno sporočilo, da je dobro, da je varno in da ko bo v življenju prišlo do tega, bo lažje znal dobro odreagirati. Če Ian začuti strah med vožnjo, je pomembno, da vrne pozornost tukaj in zdaj, da začuti volan pod rokami, da globoko zadiha, da si morda zapoje ali pa na glas prebere prometne znake ob cesti in če to ni možno, da se ustavi, si vzame malo odmora in potem nadaljuje. Ok. Ja, roke moram biti na volanu, ja? Roke na volanu, ti se vdihaj. Oh my god. Likar se nesreča zgodila, ne? Kaj pa zdaj? Zadihi malo. Ok. Kako si, si v redu? V redu, ampak tako ful nenavaden občutek. Se tako hitro zgodi, da sploh ne spremljaš. Ja, še res dobro, da je to sam simulator, ker a ste vedeli, da če kot mladi voznik povzročiš nesrečo, moraš nekaj škode plačati tudi ti. Se pravi, gre lahko do 30% škode iz tvojega lastnega žepa. Se pa temu izogneš čisto simpel. Z zavarovanjem mladi voznik, ki te pride manj kot 70 evrov na leto. Odvisno, kakšno vrsto zavarovanja izbereš. Sej veš, kot pravi Gorenc gledam na vsak evro in ta aplikacija je meni čist pisana na kožo. Se pravi, več kilometrov, več popusta. Takoj, ko začneš voziti, začni uporabljati aplikacijo Drive. Le-ta bo tvojo vožnjo obeležila in če bo ta varna in pravilna, si lahko v naslednjih 10 mesecih privoziš kar do 20% popusta na zavarovanje mladi voznik. Jaz se bom začel uporabljati že od prve ure vožnje naprej. No, simulator sem preživel, zdaj pa sam še 30 ur vožnje to izpita. Ajde, Ian, gremo, ura teče. Moj bog, ja, grem. A jaz kam se usedem? Kje? A kar sem, ok. Za začetek. A zadnji? Ne, kar naprej. Ok. Ok, zdaj pa zares. Tako, počasi. A to je zdaj crkno? Ja. Moje ime je Bera Dalibor, poznajo me pod Dado, delam v avtošoli Tilija, kot vidite. 24 let, že polnih. Od tega, če računamo, koliko jih je naredili izpitov, pa približno tam nekje okrog Jurija 200-300, tam nekje. A to grem zdaj dol? Dobro, pa seveda se A ja, wow. V redu? Malo sem živčen, malo se tresem, ker ne vem, na kaj naj se osredotočam, na kaj naj se skoncentriram, ampak se probam truditi, da ne mislim, da sem živčen. Čak, sklopka je ta leva, ne? Ta leva. Ok. Pritisneš do konca. Ok. Pritisneš sklopko. Ta levo. Ta levo. Po pravici povedan je zdaj tako full overwhelming. Poznam, na kateri strani je sklopka, da je bremza na desni. Kar do konca. Dobro, spuščaš, kar še. Evo te, pa si štartu. Poznam dihati vmes. Jaz zdaj le vozim, ampak jaz ne diham. Še kar do konca. Sem po svoji strani. A ja, se res. Tako, ja. Ok, Ian, dajmo voziti, kot ti rekel. Pa skozi sem napet, ful sem napet. Po svoji strani. Oh my god. Tako, bravo, Jan, bravo. Če si prehiter, malo spustiš gas. Jaz kot inštruktor sem miren, potrpežljiv, imam živce še zaenkrat, čeprav imam celo vse, ampak živci so še ok. Spustiš gas, kar spust ga, pa tukaj malo posred greš. Takole, ja, dobro. Čak, oh my god. Počasi odviješ lepo. Vsako vin grem 10krat prehiter, to sem porajtal. Pravočasno, ne prezgodaj, ne prepozno. Tako da ne, nimam še tiste predstave, ko je prehiter, ko je prepočas. Kar po tej strani desni pelješ, tako, počasi. Da je en človek pred mano. Ja. Aha, okej. Ian bo napredoval v pravem času, ne prehitro, ne prepozno. Lih prav. Krasno, vidiš, naštadil, ne? Ful prehiter bremzam, tako da to počasi hitro moram še na temu še delam. Hitro sklopko do konca pritisnem, do konca, to še enkrat. Oh my god! Ok, že to, da je vozam, mi je že too much, pa že a lot, ko še redam še levo pa desno pogledal. Ok, dobro. Nisem pripit. Kaj pa zdaj? Ajde, pritisni. Vidiš, kako to hitro poznam. Tako. Jezus. Dobro. Zaenkrat mi je že to zmaga, da sploh jaz zdaj vozim. Upam pa ja, da nisem eden izmed slabših, no, tako da je pa res, da sem velikrat slišal, ful ti bo crkval avto, meni še enkrat ni. A to je zdaj crknil? Ja. Čeprav enkrat vmes mi je, ampak se na to ne osredotočujem. Tako da zaenkrat mislim, da mi gre ok. Začetek je bil obetaven z njemu. Zdaj pa sledi še prihod na cesto. Ko bomo šli v promet, pa se še bojiš. Mislim, bojim se, ko pomislim na to, da bom mogel iti. Sam jaz upam,
da ni to tak bav. Absolutno, ja. Jaz mislim, da bo strah največji takrat, ko bo treba ven zapeljati, takrat, ko ne bom samo v prometu. Takrat tistih prvih 20 minut ceste, takrat je najbolj pomembno za njega. Takrat se ta strah ali se bo povečal ali zmanjšal, ampak ponovadi se zmanjša. Tako da mislim, da po njemu ne bo takih težav. Ian, se vidimo jutri, pa srečno, ne se bat, vidimo se jutri. Ko mi čakam, da bo druga ura. Ja. Ok, tole naštimam, tole štima. Prva ura vožnje je za mano, boki me bolijo, kolen sploh ne čutim, noge imam utečene, čisto sem zmatran. Pa čak malo, preden ti sploh povem, kako je šlo, moram naročiti za jest. Tako da, dajva prvo naročiti nekaj iz McDonald'sa. Wow. Sem opazil, da sploh ni bilo to grozen. Ni bilo to grozen, v Gurnu Mercedesu sem se drugače dosti počutil varnega. Ena nesreča vmes me je dosti presenetila, pa pretresla, moram priznati. Ni bilo pa tak bav, kot sem mislil, da bo. Moram priznati, da prvo stvar, ki sem naredil, sem poklical mami. Pa sem mislil tisto, ratal mi je, in moja mama je sam tako zadnji, ja, ratal nam je. In sem bil sam Gurnu, sem pa pripravljen, gremo naprej in ko mi čakam, da sam še nadaljujem. Zdaj sem porajal, da sem sposoben zapeljati avto. Vem pa tudi, da se konstantno bolj bliža tisti čas, tisti dan, ko bo treba zapeljati na avtocesto. Pa mogoče me malo skrbi, ko mi bo rekel eden, zdaj pa zameni gumo. Kva? Ok, in to je bilo to za danes. Če te zanima, kako se bo moja pot vožnje nadaljevala, ne pozabi subskrbati na Džungin kanal. Lahko ti pa nekaj majhnega namignem. Naslednjič me čaka en bolan izziv z avtom, ki ga bom upravljal skupaj s Kajo Solo. To je to, kar ti danes povem, pa se vidva naslednjič.